Spoštovani prijatelji SDMO, lepo pozdravljeni na današnji razpravi posvečeni predsedniškim volitvam v Franciji. Prvi krog bo natančno čez 10 dni. Toplo pozdravljam oba današnja gosta, panelista, doktorja Jožeta Kuniča in doktorja Janeza Šumrada. Odlična poznavalca Francije in njenega političnega ustroja. Uvod v razpravo bom predstavil Marjan Šetinc, predsednik SDMO. Torej, Francija je ob Nemčiji nedvomno najpomembnejši steber Evropske unije. Zato je ključno tako za Francijo kot EU, kdo Francijo vodi. V predsedniški republiki, kot je Francija, je politika države v veliki meri odvisna od samega predsednika. Zato lahko iz stališč kandidatov v predvolilni kampanji nekako sklepamo na to, kam bi šla Francija v primeru zmage katerega izmed kandidatov. Zdi se, da je v prvem krogu boj za zmago odločen. Ta izgleda je oddana sedanjemu predsedniku Emmanuelu Macronu. Bolj bo zanimiv boj za izzivalca ali izzivalko v drugem krogu. Čeprav naj bi bila izzivalka Marine Le Pen v najboljšem položaju, precej dobro kaže tudi Jean-Luc Mélenchon. Slednji morda lahko pridobi nekaj odstotkov volivcev na račun taktičnega glasovanja, predvsem na račun kandidatov na levem polu in dobro usmerjene seveda kritike usmerjene Macronu in Le Penovi. V prvem krogu se bo pomerilo 12 kandidatov in kandidatk, 4 ženske in 12 moških. Postati kandidat ali kandidatka v Franciji zahteva 500 podpisov podpore tako zvanih botrov. Mislim, da se jim reče parrain. Torej, oni to cel proces perenaž. Postati kandidat seveda ni tako preprosto, ker je teh 500 podpisov kar težko zbrati. Namreč to so podpisi nosilcev javnih funkcij, to so poslanci, senatorji, evropski poslanci, župani in predsedniki lokalnih organov, svetniki iz Pariza in Lyona, te so privilegirani, kot tudi svetniki v regijah in departmajih. Gre za približno 42,000 oseb. Izkušnje kažejo, da največ podpisov dajejo župani. Lahko bi rekli, da kandidature so odvisne v veliki meri od županov. Odkar so podpisniki javno objavljeni, je med podpisniki več previdnosti in kontrole. Zato imajo kandidati kar precej težav, da podpise zberejo. Ta sistem je seveda napisan na kožo etabliranim strankam ali strankam, ki imajo dobro podlago, ki so s tem sistemom močno privilegirane. To je moja kritična pripomba. 11 kandidatk in kandidatov bo tokrat poskušalo detronirati predsednika Macrona, ki je v svojem 5-letnem mandatu imel kar nekaj težkih izzivov. Med večje šteje, da je uspel nekako pomiriti odgovornost Francije, na primer za genocid v Ruandi. Podobno tudi poboje v Alžiriji. Uspel je z vračanjem umetnin v Afriko, Benin. Pomiril je rumene jopiče, dosegel visoko precepljenost, razen na Guadalupe, kar lahko zadnje čase spremljamo. In še kaj. V zunanji politiki se je solidariziral z mnogimi ameriškimi potezami. Kljub carinam, ki jih je na francoska vina in sire uvedel Trump. Angažiral se je pri reševanju
libanonske krize, sklepal vojaške posle, nenazadnje za 1 milijardo evrov prodal letala Mirage, stara letala Mirage, hrvaški. Sklenil je obrambni sporazum z Grčijo. Francija je nedvomno gospodarska velesila. Airbusi so edina konkurenca Boeingom, vsaj doslej. Namreč Kitajska je zelo napredovala v letalski industriji. Izjemna avtomobilska industrija in vino, siri, parfumi. Francija, tretja izvoznica orožja v svetu. Z 11% svetovnega izvoza je največja izvoznica orožja iz Evropske unije. Prve so ZDA 39%, Ruska federacija 19%, Kitajska 4,6%, Nemčija 4,5%. Če pa se štejemo celotno Evropsko unijo, pa ta šteje za 24% orožarskega izvoza v svetu. Je pa Macron v tem mandatu doživel tudi poraz pri prodaji podmornic Avstraliji, kar je poslabšalo odnose z ZDA, ni uspel s svojimi diplomatskimi posegi v Kijevu in Moskvi, ni mu uspelo preprečiti napada Rusije na Ukrajino. Predsednik Macron se je v svojem 5-letnem vodenju Francije dokazal kot ključni člen pri vodenju Evropske unije. Odlično je sodeloval z Angelo Merkel, v vlogi predsedujočega svetu EU, kot je trenutno, je njegova vloga še posebej pomembna, kar se kaže tudi v sedanji ukrajinski krizi. Protikandidati napadajo Macrona z vseh strani. Kljub temu, da je njegova priljubljenost manj kot 50%, eni od raziskave kažejo 42%, nekatere blizu 50%, pa mu Francozi in Francozinje dajo največ možnosti za uspeh. Prvi krog predsedniške volitve v Franciji bo čez 10 dni. 9. V redu. Kakor štejemo. Zdi se, da bo predsednik Macron brez težav premagal tekmice. Ali res? Predsedniške volitve so tudi precej dobra napoved za izid parlamentarnih volitev, ki bodo potekle 12. junija prvi krog in 19. junija drugi krog. Torej, kaj se nam obeta? Kaj lahko pričakujemo 10. marca? Se v 10 dneh lahko zgodi kakšno presenečenje. Torej, besedo predajam najprej prvemu panelistu, veleposlanik dr. Kunič, beseda je tvoja in kot vem, ti si bil veleposlanik od leta 1997 do 2001 v obdobju Jacquesa Chiraca. Prosim. Hvala lepa. Hvala vam. Skupaj z prijateljem in kolegom dr. Šumrado bova podala najine poglede na te volitve, pri čemer bom jaz nekaj več povedal o volitvah, o samih izgledih in kako naj bi teklo, in o kandidatih bo pa več moj kolega Janez povedal. Skratka, najprej bi ponovil to, da je Francija zelo pomembna država. Namreč tega v Sloveniji običajno ne zaznamo. Nekako ni v Sloveniji to prisotno. Ni prisotno, da je ta država v tehnološkem smislu daleč nad Nemčijo. Mi mislimo, da je Nemčija vse, ampak kdo ima jedrsko energijo, kdo ima letalsko, kdo ima vesoljski program, Ariane. Ko vse to pogledamo, torej te sodobne tehnologije, da v vojaški industriji ne govorimo, je Francija zelo pomembna država. Vendar v Sloveniji nekako ni prisotno, ker je Slovenijo manj sodelovanja. Jaz osebno mislim, da je to bila politika še iz časa Mitterranda, ko je nekako Kohlu prepustil ta del
rekel bi, Evrope in Francija se je orientirala nekako na druga področja, ki jih obvlada. Vedeti moramo, da ima Francija močno sodelovanje z bivšimi kolonijami in da je pravzaprav neka država, ki je globalna država. Naj samo omenim, da če pogledamo svetovna morja, ekonomske cone, je po površini teh morij druga na svetu, ker ima tiste Polinezijo, Mikronezijo in tako dalje. Skratka, poleg tega ima Francija tesne odnose, morda ne tako glasno in javno izražene, ampak vseeno tesne in močne, z bivšimi frankofonskimi afriškimi kolonijami. Torej, vse to je treba nekako vedeti. Kar pa bi jaz dodal k tem točkam, ki jih je predsednik podal, Francija je politično izredno močna. Namreč ima izjemno dobro diplomacijo in izjemno dobro politiko. Njen princip je vedno ta, da hoče biti predvsem zraven. Če ni zraven, potem nekako ni zadovoljna. In če pogledamo, koliko pomembnih sporazumov se je podpisalo v Franciji, pravzaprav vse naše meje, ki veljajo, so bile tam sklenjene, z izjemo ene meje, ki pa ni bila tam, tista pa ne velja. In tako to je. Oni imajo izreden vpliv in so politično zelo spretni, imajo res odlično diplomacijo, ki se prilagaja. To mnogokrat Angleži kritizirajo. Angleži so nekoliko drugačni in potem oni rečejo, to je tipično francosko. Ampak tak način imajo in moram reči, ta način je uspešen. Poglejte, zdaj imamo mi ukrajinski problem, ameriška diplomacija je ostro zastavila z Bidenovim ostrim govorom, z vso ostrino, ampak predvčerajšnjem se je pogovarjal francoski predsednik Macron z Putinom. Torej, to je popolnoma drugačen pristop. Vejo, da morajo biti zraven, ker se bo nekaj dogajalo, ker se bo nekaj sprejemalo, ker se bo nekaj podpisovalo. Hkrati se pa ve, da bodo Rusi v Evropi ostali in da bodo pač vedno naši na nek način mogoče malo daljni sosedi. Torej, to je treba pri Franciji posebej poudariti. Jaz ne bom zdaj ponavljal tega, kako je to pomembna država, torej to sem samo na nek način dodal. Vendar pa je pa sodelovanje s Slovenijo pa glede na njeno moč dokaj šibko. Torej oni so šesta naša najpomembnejša zunanja trgovinska partnerica. To kaže, da te odnosi so sicer dobri, mi imamo politično dobre odnose, smo celo se dogovorili, večkrat dogovarjali in na koncu dogovorili za tako imenovano strateško partnerstvo, ki nima nekih bistvenih pomenov, ni bistvenega pomena, ampak obstaja, samo po sebi je. Ampak kljub temu je ta tako pomembna država, ki je druga po ekonomski moči v Evropi, po njihovih statistikah je nad Veliko Britanijo, jaz ne bi zdaj šel v detajle, ni, ampak je definitivno najmočnejša, je pa šele naša šesta partnerica in osma najpomembnejša kot tuji investitor v Sloveniji. Torej, to se vidi, da na tem področju nismo nekako močni. Mi smo sicer imeli zunanje trgovinske izmenjave tam okrog 2,5 milijarde, tudi na 3 milijarde smo prišli, ampak to ni tisto, kar bi se dalo. Pravzaprav, a imamo kakšne ovire? Jaz mislim, da ne. Je pa ovira ta, da je tudi jezik, francoščina, ki je pomemben element pri sklepanju odnosov. Ljudje delajo posle in te odnosi so pomembni, če se obvlada ta jezik.
Zdaj, seveda, zato so predsedniške volitve tako pomembne, ker gre za pomembno državo. Že rečeno je bilo, da je to ena pomembnejših članic Evropske unije, če ne pravzaprav vodilna skupaj z Nemčijo. Že nekoč sta Mitterrand in Kohl se redno dobivala na 6 tednov, sama v eni od enih lokalov, v eni v Špariji, če lahko po domače rečem, in tam je pravzaprav se kreiral bistven odnos, kako te dve države do koga delujeta. Torej, zato seveda so predsedniške volitve zelo pomembne. Ampak problem v Franciji je bil to, da je do leta 2002 so bile volitve v nacionalno skupščino na 5 let, predsedniške volitve pa na 7 let. In potem to nekako ni bilo skoordinirano ali pa ni bilo sinhronizirano, če lahko rečem, in prišlo je do tega, da smo imeli desno orientiranega predsednika in levo orientiran spodnji dom parlamenta, torej Assemblée nationale. Takrat je šla delitev po liniji levo-desno, levi in desni, danes je ta delitev precej drugačna, malo drugačna je situacija, ampak in prišlo je do tako imenovane kohabitacije. Torej, predsednik, ki je v polpredsedniškem sistemu izjemno pomemben, predsednik vlade je bistveno manj pomemben, saj predsednik države formalno sklicuje seje vlade, on predlaga mnoge zakone, on lahko razpusti parlament, poleg tega, da je poveljnik v vojnem stanju vojske in ima še mnoge druge pomembne funkcije. Skratka, to je bistveno bolj pomembna funkcija kot recimo predsednik pri nas. Ni seveda tako kot v Ameriki, ki imajo predsedniški sistem, ampak je tako imenovan polpredsedniški sistem. Da do tega ne bi prišlo, so spremenili sistem in so iz 7-letnega obdobja predsednikovanja to spremenili leta 2002 na 5-letno in so sprejeli sklep oziroma se dogovorili, zakon, da je za predsedniškimi volitvami par tednov zatem so pa parlamentarne. Gre torej za sklop 2 volitev, ki so pravzaprav praktično eno. Torej, če bo zdaj en dobil, bo verjetno tudi v Assemblée nationale bodo prišli tisti, ki so njegovi podporniki in na ta način je verjetnost tako imenovane kohabitacije bistveno manjša. Zdaj, seveda, predsedniške volitve pa kako potekajo? Potekajo tako, da bodo predsedniške volitve konkretno 9. in 10. aprila. Zakaj 9. in 10.? Zato, ker bodo v karibskih delih Francije in v polinezijskih, mikronezijskih delih Francije, se jih lahko naštejem, ampak vseh polovico jih bom pozabil, to je Réunion, pa Martinique, pa Guadeloupe, pa Guyana, pa še nekateri Outremer, prekomorski deli. Skratka, te bodo glasovali en dan prej, kajti če bi oni glasovali isti dan, tisti dan v tej glavnem predelu Francije, teh hexagonal, torej ne bi bilo tisti večer nobenih rezultatov in bi jih mogli čakati, dokler ne bi sonce okrog in krog prišlo do Polinezije. To traja nekaj časa, kot vemo. Skratka, zato so volitve, začnejo se 9. in se potem 10. končajo. In seveda enako velja za parlamentarne volitve, ki bodo temu sledile 11. pa 12. junija. Upam, da je to tako. Skratka, to je treba vedeti in se mi zdi
kako pa potekajo te preljube predsedniške volitve. Predsedniške volitve potekajo tako, da so pravzaprav vsi, ki imajo pravico voliti. To niso vsi državljani. Mnogi nimajo volilne pravice, tisti, ki so ali v zaporu ali v nekih kazenskih postopkih in tako dalje, tisti nimajo te pravice voliti in biti izvoljen, ampak vsi imajo pravico voliti in tisti kandidat, ki dobi več kot polovico v prvem krogu, je izvoljen. Sicer prva dva gresta v drugi krog, če eden od njih odstopi, gre potem naslednji tretji v drugi krog, če bi odstopil, če ima dva iste glasove, potem dobi tisti, ki je starejši, ki je starejši po letih, in potem tisti, ki je dobil večino, je seveda v prvem krogu izvoljen, vkolikor ne, v drugem velja tisti, ki dobi večino, ampak dva gresta v drugi krog, prideta dva. Za razliko od parlamentarnih, kjer imamo 577 kandidatov, 577 delov Francije, vsak prispeva enega kandidata, ampak v drugi krog grejo tisti, ki so imeli več kot 12,5% iz prvega kroga. Torej, ker lahko bi se zgodilo, da bi imel en 30, en 29, en 28, pa tako, in bi pravzaprav ne imel pravzaprav smisla, da prideta samo dva v drugi krog. Torej, to se mi zdi pomembno. Zdaj, pogoje je že povedal predsednik, torej rabi 500 soglasij od tistih, ki so izvoljeni, torej od izvoljenih funkcionarjev. In seveda so tu določene omejitve, da teh 500 ne sme biti več kot 10% teh glasov iz ene same občine ali pa iz enega samega dela, ampak morajo biti razpršeni in hkrati jih mora biti en del tudi ven iz te evropskega dela Francije, torej neki iz Gvajane, iz Guadeloupe ali kakor že hočemo. Skratka, to so pogoji in zdaj pa preden bi predal jaz besedo kolegu Šumradi, bom še majčkeno povedal, potem pa dobiš. Skratka, pomembno je zdaj pogledati, kakšni so pa uspehi Macrona. Seveda, predsednik jih je že kar nekaj navedel, nekaj konkretnih, ampak jaz se sprašujem, ali pa je tisti program, ki ga je on v evropskem smislu podal na svojem znamenitem govoru na Sorboni, ki ga je imel 26. septembra leta 2017, kako pa je s tistimi njegovimi cilji, ki jih je tako proklamiral. On je najprej določil 6 konkretnih ciljev. Prvi konkretni cilj je bila varnost. Ampak varnost Evropske unije kot take, torej Evrope, seveda, ki se kompletira z NATO-om, ampak je podal močen poudarek na evropski varnosti. Vidimo, da se je delalo sicer na temu, ampak dosti se pa ni doseglo. Ukrajinska kriza je jasno pokazala, kdo je mogel priti in kdo je prišel v Evropo, v Varšavo in povedal svoje. Torej, na tem področju ni bilo doseženih nekih posebnih ciljev, nasprotno, Macron je celo izjavil, oziroma je bila izjava, da je NATO klinično mrtev. Torej, tega cilja jaz ne vem, če bi lahko rekli pravzaprav, če je bil tle narejen kakšen velik napredek. Drugi njegov cilj je bilo zagotoviti našo suverenost Evropske unije. Ne vem, če je bilo tukaj res kaj doseženega, saj se je Evropska unija
s svojimi inštitucijami delovala, ampak pravzaprav vidimo, da bistvenega koraka proti suverenosti pa ni bilo, še vedno je tukaj močna Amerika, še vedno je ta suverenost tako nekako, bi rekel, ni tisti cilj, ki ga je on pravzaprav proklamiral. On je tudi proklamiral partnerstvo z Afriko, pri čem je to mislil predvsem na Francijo, ker Francija deluje v Afriki na svojih bivših kolonijah, Anglija ne toliko, Velika Britanija ni toliko aktivna na tem področju, deluje mar drugače. Sej Kate pa z Williamom pa z Georgijem so zdaj obiskali vse te kolonije, ampak to je bolj šov kot kaj bolj resnega. Naslednji cilj je bil ekologija, tukaj se je veliko delalo, žal se vidi, da se ni pravzaprav tle upoštevalo, da če gremo predaleč v ekologijo, potem imamo probleme z energijo. In ta problem se pa zdaj v ukrajinski krizi jasno kaže. In prehrambena suverenost, vidimo, da tukaj ni bilo tako doseženo kaj dosti, ker zdaj ob ukrajinski krizi in ob rusko-evropskih problemih vidimo, da s prehrambenimi problemi, da ni ta suverenost dosežena. Seveda je bilo močen program, 5. točka je bila digitalizacija, tukaj moram reči, da se je zelo veliko naredilo. In 6. je bil, da bi bila monetarna politika bolj prisotna, tukaj se ni spremenilo, evro je ostal tam, kjer je in ni dobil novih članic. Tako da to je bilo njegovih 5 točk. Seveda je bilo tudi še nekaj dodatnih točk, predvsem pa je poudaril, da bi lahko Evropa šla v 2 hitrosti, pri čemer naj ne bi nihče oviral tistih, ki želijo ali zmorejo iti v višjo prestavo, ampak da pa ni različnih hitrosti, ko gre za osnovne vrednote. Vrednote so za vse enake. Torej, če pogledamo te njegove cilje, vidimo, da pravzaprav niso bili doseženi v tistem smislu, ko jih se je on postavil kot Evropa, da bo to Evropska unija ali pa Evropa. To se skozi mešata ta dva izraza in je treba biti pri njih previden. Torej, ni toliko dosegel in jaz mislim, da se bo to pri volitvah upoštevalo. Jaz bi se zato vprašujem, če sem bil, opravičujem, Janez, če sem preveč časa pobral. Ne, si bom nadoknadil. Janez, ampak izvoli. Zelo lepo, hvala, Jože. Doktor Šumrada je bil veleposlanik v času predsednika Sarkozija. Tudi njegovega predhodnika. Jaz sem takrat zelo natančno in zelo podrobno spremljal predsedniško kampanjo Sarkozija, gotovo, ampak predal sem pa akreditive 2 leti prej njegovemu predhodniku, Jacques Chiracu. Samo to sem hotel reči, da po neki neverjetni koincidenci sem takrat tudi bil na eni konferenci v Parizu in sva z veleposlanikom dr. Šumrado imela nekaj pogovorov, ampak ko sem prišel iz njegovih soban, je bila velika fešta na pariških ulicah, ker je to bila inauguracija predsednika Sarkozija, 13. maja, mislim, da je bilo, če se ne motim, leta 2007. Tako. Skratka, doktor Šumrada, beseda je tvoja in razumem, da bomo dopolnili to debato še z novimi in zanimivimi ugotovitvami, kaj se nam obeta v naslednjih nekaj tednih.
Hvala lepa za besedo. Jaz sem si predstavljal to svojo intervencijo nekako takole, da vam najprej predstavim kandidate, da ob tako imenovanih marginalnih kandidatih, ki so tukaj seveda pri številki 12 v večini, spregovorim samo nekaj osnovnih stvari o recimo političnih gibanjih, ki jih predstavljajo, idejah, ki jih imajo, in pa predvsem o skorih, ki so jih sposobni realizirati v prvem krogu 9. in 10. Naslednji mesec. Več bi pa vendarle spregovoril o teh ključnih kandidatih, torej predsedniku, ki zaključuje prvi mandat, Marine Le Pen, njenemu alter ego Éric Zemmourju, Jean-Lucu Mélenchonu in pa seveda, kar vas bo posebej po moje zanimalo, kaj je pravzaprav s kandidati ali kandidatkami obeh do pred kratkim vodilnih francoskih političnih strank, to se pravi socialistov na eni strani in golistov oziroma republikancev na drugi strani. Kaj ti, kot vidimo že na prvi pogled, jih med dvojico, ki gre v drugi krog, ni. Če začnem z obstranskimi kandidati. Francija ima značilnost, ne glede na to, kar sta povedala predhodnika, da tudi najbolj marginalna politična gibanja pri 63 milijonih prebivalcev lahko zberejo 500 podpisov izvoljenih predstavnikov ljudstva, tako rečemo, ker gre za predstavnike ljudstva od najnižjega nivoja, to se pravi od občinskega nivoja, gre za člane občinskih svetov, recimo, pa do recimo poslancev, senatorjev, ministrov in tako naprej. Zberejo te podpise tudi takšna gibanja, za katere si vi predstavljate, da jih v Franciji sploh ni. Pa so, na primer, dva kandidata od marginalcev sta predstavnika trotskističnih grupacij. En je tradicionalna trotskistična stranka, La Lutte Ouvrière, delavska borba, delavski boj, ki je od nekdaj, torej kar obstaja Peta republika, kandidirala vedno svojega kandidata za predsedniški položaj, je pa samo izjemoma enkrat doslej presegla 1% glasov, ki jih je ta kandidat oziroma bolje kandidatka dobila. Tradicionalno je bila to ena gospa, zelo lepa za pogledati, zelo televizijsko učinkovita, Arlette Laguerre, ampak ne ta reva, ne njena naslednica Nathalie Arthaud, ki se zdaj kandidira na 3. predsedniških volitvah, nista prav razen enkrat izjemoma presegli 1% oddanih glasov. Podobno je seveda z drugim kandidatom alternativne trotskistične stranke, ki se imenuje Nouveau Parti Anticapitaliste, kar vam tudi pravzaprav vse pove, ki je pa bistveno bolj aktiven, odhaja v recimo tradicionalne delavske ali pa tradicionalne leve politične sredine, kjer je močno prisoten v debatah in skratka aktiven kot kandidat. Njemu predvidevajo zdaj volilne napovedi nekako od 1 do 1,5% glasov. Skratka, kaj Bog ve kaj posebenega ni, kot vidite. Druga zadeva je prav tako na levici kandidat Komunistične partije Francije. Komunistična partija Francije je pred leti popolnoma izginila iz nacionalnega političnega kompasa. Prenehali so imeti kandidate v obeh parlamentarnih domovih in prenehali so imeti kandidate na predsedniških volitvah. Prvi kandidat po letu 2007, ko je kandidatka Komunistične partije Francije dobila v prvem krogu volitev 1,93%, je letos
človek, ki je zelo zanimiv intelektualno, Fabien Roussel, sicer novinar po izobrazbi, novinar Humanité, jasno, njihovega časopisa, ki že dolgo ni več dnevnik, ampak je tednik, in ki lahko računa nekako do nekih 3%. Recimo. No, potem je pa kandidat, ki predstavlja eno precejšnje volilno telo, ki pa ne podpira njega, ampak je razpršeno po drugih, recimo, kandidatih z desne sredine. To je pa Nicolas Dupont-Aignan, tisti, ki dalj časa, recimo, spremljate francosko politično sceno, si boste spomnili, da je bil tesen sodelavec Philippa de Villiers, tistega prvega klasičnega golista, ki je zaloputnil vrata golistični stranki na prelomu tisočletja, kajti ni se mogel strinjati s povečanimi političnimi kompetencami Bruslja vis-a-vis nacionalnih članic in je seveda formiral tako imenovano suverenistično gibanje v Franciji, ki je zahtevalo torej, da se vzpostavijo temeljni elementi nacionalne suverenosti vis-a-vis Bruslju oziroma Evropski komisiji oziroma evropskim organizacijam. Tudi ta gospod lahko pričakuje nekako do 2%, ko govorim te številke, so kombinirane nekako minimalna in maksimalna predvidevanja različnih, recimo, operaterjev predvolilnih štetij. Zdaj pa prehajamo k močnejšim kandidatom. Kandidatom, ki so bodisi predstavniki velikih političnih grupacij, bodisi recimo že dalj časa prisotni na politični sceni. Socialistična kandidatka je izbrana na veliko nesrečo izjemno neprimerno. To je sedanja pariška županja Anne Hidalgo, dama, ki je predstavnica tako imenovane boboistične inteligence v Parizu, to se pravi leve socialistične scene, ki je zahtevala ob začetku njenega mandata totalno ekološko preobrazbo Pariza, iz česar se je zgodil v francoski prestolnici nepopisan prometni kaos, ki vlada še danes, in ki je premo sorazmerno z njenimi drugimi potezami pomenil njen politični zaton kot županja. Ona se na naslednjih občinskih volitvah bolje, da ne pojavi, ker ne bo več izvoljena. Skratka, v Parizu velja ena fronta anti-Hidalgo, ki ne združuje samo desnice ali pa celo skrajne desnice, ampak pravzaprav veliko večino razmišljajočih, recimo, meščanov francoske prestolnice. Ona je izjemno slabo tudi volila politično kampanjo, je nefleksibilna, slaba je kot govornica, pokazalo se, da izredno slabo obvlada ključne nacionalne vprašanja, okrog katerih se kampanja vrti in ima nekako, ne boste verjeli, tam do 2,5% recimo izmerjenih glasov v tem trenutku, kar je za nekdanjo socialistično stranko smešno. Smešno, če ne razumemo ene stvari. Da v trenutku, ko se je končal mandat Françoisa Hollanda kot predsednika republike leta 2017, je prišlo dejansko do razpada socialistične stranke. Socialistična stranka je pokala že pod samim mandatom svojega bivšega prvega sekretarja. In sicer zaradi tega, ker se levo skrilo ni moglo strinjati z njegovo popolno neaktivnostjo na socialnem področju. On je imel en izjemno bogat predsedniški program s točkami, kaj bo na socialnem področju vse izpelo, od
recimo pokojninske reforme, ponovnega znižanja let za upokojitev in podobne zadeve. Vendar pravzaprav v 5 letih svojega mandata ni uspel premakniti niti enega pomembnega dosjeja. Zato je začelo levo krilo socialistične stranke odhajati k Mélenchonu. Mélenchon je pozicioniran recimo na levem krilu socialistične stranke. In seveda ne odhaja v skrajnosti običajno kot skrajna levica ali Lutovrieri in podobno. Tako da žrtev, če hočete, tega razvoja, kjer je šlo pa sredinsko krilo socialistične stranke ter desno krilo socialistične stranke z Macronom, in imate nekatere pomembne, recimo Macronove velike playerje v vladi, parlamentu in tako naprej, predstavnike nekdanje socialistične stranke, nekdanje senatorje, poslance in ministre socialističnih vlad. To je prva ugotovitev, ki si jo velja po moje zapomniti. Druga ugotovitev je, da izjemno slabo na teh volitvah kaže ekološkemu kandidatu Europe Ecologie Les Verts. Na prejšnjih predsedniških in parlamentarnih volitvah, ki so sledile, so zeleni presenetili. Dobili so takšno število glasov, kot jih niti najbolj drzne napovedi niso predvidevale. Dobili so 12% v parlamentu. Vmes je prišlo seveda tipično, kot je to v ekoloških strankah v Evropi normalno, ne samo v Franciji, ne samo pri nas, ampak tudi v drugih članicah, do drobitve medsebojnih konfliktov, razpadanj ekološke stranke v številne frakcije, in posledice tega je, da lahko Yannick Jadot, ki je izjemen govornik, odlično nastopa v recimo medijskih panelih, da lahko računa na cirka 5% in čisto nič več. Jean-Luc Mélenchon je najstarejši player med temi kandidati, star je 70 let. To je njegova 3. kandidatura. Na prejšnjih predsedniških volitvah se je uvrstil na 4. mesto. Tudi danes lahko računa na približno takšen skor kot pred 5 leti. Skratka, nekako okrog 15% volilnega telesa v prvem krogu. Glede na recimo statistične napake je možno, da lahko pride pri njem do kakšnega presenečenja. Zlasti zato, ker je izjemno mediatiziran in zelo priljubljen pri velikemu delu volilnega telesa, ne samo zaradi levih tem, ampak tudi zaradi tem, ki si jih deli skrajno desnico. Recimo, odnos politika Jean-Luca Mélenchona do nadaljnjih priseljevanj v Franciji, do vprašanj akulturacije, da ne rečem hujše besede, asimilacije, so podobna, kot so stališča Marine Le Pen ali pa Erika Zemmourja. Tukaj, veste, ne glede na siceršnjo retoriko in socialno usmeritev, ni velikih razlik med njimi. Zdaj prihajamo k drugi veliki žrtvi teh volitev. To je kandidatka republikancev, to se pravi holistične stranke. Kandidatka, ki smo jo mi poznali. Beno, ti zagotovo, Jože zagotovo, jaz pa sploh, ker sem imel veliko z njo posla v času predsedovanja Slovenije in potem Franciji za njo. Ker je bila takrat ne samo ministrica za šolstvo francoska, ampak tudi generalna sekretarka stranke in je ona koordinirala skupne nastope ob
recimo prenosu predsedstva, različne skupne akcije, ki smo jih imeli v velikih mestih Francije in tako naprej. To je Valérie Pécresse. Ona je predsednica Pariške regije, to se pravi najpomembnejše gospodarsko in populacijske regije v Franciji, z tam nekaj nad 15 milijoni prebivalcev, ki pa seveda se ji usipa izpod rokami razpadajoča republikanska stranka. Podoben fenomen, kot se je zgodil socialistom, se je zgodil namreč s prihodom Macrona tudi republikancem. Osrednje liberalno proevropsko krilo republikancev se je vključilo v La République en Marche, torej novo politično gibanje Emmanuela Macrona. Del se je usmeril ne k Marine Le Pen, zanimivo, ampak k Zemmourju. Dosti preden je se Zemmour odločil za politično kampanjo, takrat, ko je bil še eden od ključnih medijskih voditeljev, recimo zmerne desnice, novinar v Figaroju, torej panelist v najrazličnejših, recimo, desno usmerjenih televizijah. Tako da pravzaprav ona razpolaga, evo, s tistim, kar tamle zadnji piše, Reliquia Reliquiarum, ostanki ostankov republikanske stranke, in tudi ne more računati na kaj zelo dosti več od 10, 11, 12%. Kaj to pomeni? To pomeni, da gre za pravzaprav daleč najbolj dolgočasne volitve, kar sem jih jaz do zdaj spremljal v Franciji od leta 1995 naprej, ko sem kot svetovalec ambasade tesno dnevno poročal o recimo izjemno zanimivi predvolilni kampanji, kjer sta se v končnici udarila dva golista, Edouard Balladur in Jacques Chirac, z znanim rezultatom. Ta kampanja je v glavnem marjam predvidljiva in za kakšne večje presenečenje utegne zmanjkati časa, če smo zelo odkriti. Kajti Marine Le Pen, ki se kandidira tretjič, ki je bila leta 2012 tretja in kot vemo na volitvah 2017 druga, Marine Le Pen je v tem času opustila radikalno retoriko, na primer, popolnoma je nehala govoriti o izhodu Francije iz Evropske unije, o ponovni uvedbi franka in opustitvi evra. Celo je začela bistveno bolj umirjeno govoriti o ključnih problemih imigracije in recimo sobivanja recimo različnih etničnih skupin na francoskem ozemlju. Dobro, tisti, ki smo skeptiki, bomo rekli, volk dlako menja, lisica dlako menja, ne pa nravi, a volk? Oba. No, oba. Ampak ona je pri tem dosti uspešna. S tem, da je že septembra v enem od panelov na televiziji, ki sem ga jaz spremljal takrat na LCL, popolnoma jasno povedala, da smatra, da je Éric Zemmour plačanec tistih sil v francoski družbi, ki si želijo, da ona nekako ne bi končala leta 2022 kot prva v drugem krogu, da so ga inštalirali zato, ker pač je dovolj močan govornik, da ji lahko parira in da opozarja volilno telo na to dejstvo. To je rekla samo enkrat, ker je očitno škodilo. Potem se v tem ni več izjasnjevala. Ampak dejansko, če recimo dosti racionalno razmišljamo, se je najbrž točno to zgodilo. Zemmour je sicer na sceni kot pravim intelektualni lider medijski, prisoten dosti časa. Napisal nekaj knjig, recimo o iminentnem propadu Francije, če nadaljuje
s takšno politiko, prevladujočo takšno politiko, kot jo vodi zadnja desetletja. Je odličen govornik, izjemno izobražen, ima pa eno tendenco, ponareja recimo podatke, s katerimi razpolaga, glede na telo, ki ga posluša. Recimo. Če gre za mešano populacijo, ki ga posluša na televiziji, je bistveno bolj mehek kot na recimo srečanjih skrajne desnice, ki jih je imel kar nekaj po celi Franciji, kjer pa je pravzaprav podoben velikim govornikom skrajne desnice izpred recimo 50-ih, 60-ih, tudi več let. Zemmour lahko računa na nekako 10% in to je verjetno res zadost, če so točne, kombinirane napovedi različnih preiskovalcev javnega mnenja, zato da se Marine Le Pen ustavi, torej da sicer pride v drugi krog, ampak da obenem nima vodstva ob koncu prvega kroga. Tako da jaz sem prepričan, da Macron, čeprav nima kaj dosti pokazati, kot je kolega Kunič to lepo povedal, od njegovega osnovnega programa praktično ni velikih realizacij. Pa veste, kar zadeva evropsko politiko Francije, ta nikoli ni igrala neke posebne teže v predvolilnem času. Ampak ga je treba vendarle vzeti malo v zaščito. On pri velikih dosjejih, ki jih je poskušal postaviti na mizo Evropskega sveta, ni imel podpore gospe Merkel. To je treba priznati. In tle je treba biti jasen in si naliti čistega vina. In glede na dejstvo, da je v Nemčiji zmagala koalicija, ki se je prodajala med volitvami kot izrazito proevropska in ki je tudi začela z dosti proevropskim programom, če odštejemo recimo Šolcova nihanja in neprepričljivost glede nadaljnje usmeritve ob začetku ukrajinske krize, je verjetno možnost, da se lahko Francija in Nemčija po teh volitvah, če Macron zmaga, kar je velika verjetnost, dogovorita vendarle o tem, kako naprej. Ker tega statusa quo v novih pogojih seveda ruske agresije na Ukrajino, velikanskih sprememb geostrateških, ki je to potegnilo za seboj, velikih vprašanj, ki se odpirajo okrog Evrope varnosti, kar si govoril malo prej. Težko jih bo nasloviti, kolikor ne bo Macron zmagal. In kolikor končno ne pride spet do enega concordance des temps, sosledja časov, pravega, ki bi se s tem zgodil z drugim delom pač te velike lokomotive nekdanje. Marine Le Pen je seveda od leta 2017 precej spremenila ne samo dikcijo, ampak se je dala tudi zelo natančno poučiti o največjih dosjejih. Tako da ona ni več tako nekompetentna, kot se je pokazala v drugem krogu, v zaključnem panelu leta 2017, ki jo je pravzaprav nesel dokončno takrat. Kajti takrat se je pokazalo, da Macron obvlada, ona pa ne. Enostavno. Chirac. Ne, leta 2017 Macron. Leta 2017 Macron. Chirac je bil pa en mandat prej, 12 leta. Tako da Marine bo tokrat bistveno težji kandidat. Kandidat z dosti večjo podkovanostjo in večjo ekspertizo, kot je bila leta 2017. Je pa resnično vprašanje, če jo lahko ta
razkol med recimo volilnim telesom skrajne desnice, če ji lahko pomaga. Bojim se, da ravno ne. Toliko bi jaz imel v tem trenutku, če bodo kakšna vprašanja, seveda sva oba na razpolago tukaj. Ne hezitirajte in pa. Ja, hočeš reči, da ti už prvi. Hvala lepa za obema panelistoma. Obeta se kljub vsemu zanimiva, kljub stavku, ki je bil izrečen, da so to lahko najbolj dolgočasne volitve za predsednika Francije v zadnjih 25 ali več letih, je pomembno, morda se bojo neke stvari vendarle začele odigravati malo drugače. Zato sem omenil, ni verjetno, da bi prišlo do kakega taktičnega glasovanja. Namreč ti glasovi, ki gredo Zemurju pa Pécresse, so desni v bistvu. In če bi ti glasovi podprli Le Penovo, ker je Le Penova, nekateri jo kritizirajo, da je preveč se pomaknila proti sredini, ublažila svoja stališča in da so nekateri jo zapustili. Celo njeni najbližji. Tako da zdaj jaz, kakor spremljam nekatere volitve po svetu, velikokrat pride do taktičnega glasovanja, da se združijo levi glasovi, ne glede na to, da so ekstremni in da je težko se prilagoditi. To imamo tudi situacijo v Sloveniji. Ampak vseeno, Mélenchon je v bistvu bolj levi, kakorkoli obrnemo stvar. Seveda. Po večini svojega programa je on lev. Ja. Levi glasovi bi lahko se njemu nekako, ampak zdaj, a je prvi krog volitev tak, da ljudje grejo emocionalno samo za svoje ljudi in spremljajo samo to. Vemo, da običajno ni čist nujno tako. Je pa poleg tega, kar si ti zdaj govoril, vendarle pomembna še ena stvar. Stopnja volilne udeležbe v prvem krogu. Tako je. Zdaj, po mojih informacijah, in to gre spet za te skupne izračune predvolilnih ugibanj ali pa če čete prognoz, ne bi bila torej 9. in 10. 4. abstinenca volilna od 26,5 do 29,3. Ta amplituda med obema številkama je recimo nekje statistična napaka možna. To pomeni povečanje števila abstinence glede na volitve leta 17 za 4 do 5 odstotkov. In je vprašanje, spet, Marjan, kar je pravzaprav tudi eno od ključnih vprašanj naših volitev 24. aprila, čigavi volivci bodo ostali doma 24. oziroma šli na izlet, če bo lep vreme. Podobno je tukaj. Jaz osebno ne verjamem, da bi Mélenchon lahko recimo povabil svoje volivce, da glasujejo v prid Marine Le Pen v drugem krogu. Mélenchon ima, pravim, ne glede na nekatere točke svojega programa, kjer se popolnoma ujema skrajno desnico, vendarle lev program v ostalem, zlasti socialno ima lev program. V celoti je torej vedno bil levičar, on bi prej recimo dal glasove, če bi bila v končnici Pécresse, kar je čisto nemogoče, neki Pécressovi, to bi bilo naturno dejanje za njega, ne pa kaj takšnega. Zemur gleda na Le Penovo, in to je večkrat rekel, on je največ izjemno nasran v javnih debatah,
On je rekel, da je ona dead meat, če uporabimo našo lepo slovensko besedo. Vemo, kaj to pomeni. Dead meat zaradi tega, ker je bila na 2 predsedniških kampanjah uvrščena obakrat v drugi krog, pa obakrat je pravzaprav z zaznavno večino izgubila. Zemur pogosto tudi govori o njej, da je to mrtva riba, to je rekel poisson mort, ki so jo zapustili njeni najbližji sodelavci, tudi njena lastna nečakinja, Marion Maréchal Le Pen, in da so torej tisti, ki so tradicionalni glasovalci desne sredine, nori, če bodo še naprej glasovali za njo. Od začetka mu je uspevalo. Potem se je pa njegov skor ustavil za dalj časa okrog 10+%, kjer tudi vztraja, tam nekih velikih premikov ni. Tudi za Zemurja bi si upal sklepati, da ne bi pozval za glasovanje za Le Penovo, predvsem zato, ker tudi jaz verjamem, imam nekatere informacije francoskih kolegov, ki recimo opazujejo njihovo notranjepolitično sceno že dalj časa, da je on z veliko stopnjo verjetnosti res naštiman samo zato, da Marin dejansko spremeni dokončno v dead meat. No? Ja, prosim. Nekaj vprašal, najprej bi ga seveda resnično ogromno podatkov ste nam dala, hvala. Zgovorito, res, in zelo dobro opisala. Šumo malo izven, pri čemer se tudi strinjam, seveda, to, kar je kolega Jože rekel od začetka, da pri nas je taka splošna percepcija, da malo Francije ne upoštevamo dosti, ampak dobro se tudi ne upoštevamo v Italiji in tako naprej. To je pač naš problem malo. Vendar, ko smo naštevali, si ti tudi naštel njegove cilje Macrona, zelo široki cilji, seveda, nekaj pa vendarle bi veljalo omeniti, čeprav jih ni on specifično, ga ni omenil, to je stara francoska, od Francije kot vodilne tako imenovanih južnih članic Evropske unije, staro zgodbo o evroobveznicah, zopet so prišli, tudi naš premier je podpisal, in kakorkoli že, ni šlo potem pod imenom evroobveznica, ampak šlo je prvič za skupno zadolževanje. Nemčija je popustila. In to, dobro, zdaj, Franciji pod Macronom, glede na to, da je Francija tako pomembna in voditeljica te skupine, vendarle si lahko Macron pripne neko malo medaljo okoli tega, čeprav kar zadeva kampanjo, kaj ljudje vejo o tem, je to vprašljivo. Ampak se mi zdi, da je to pomembno, da je to vendarle dosežek, ki ga lahko tudi pokažejo. In na koncu še, dobro, sta vse povedala, pokazal se je tudi pod Macronom, da ta lokomotiva, oziroma bolje, ta nemško-francosko-nemška zveza deluje. Še vedno deluje. Oni se, kot nam vama razlago, dobivajo se na vseh nivojih, vsak drug dan in te ministri. Skratka, to je tudi dobro. Morda to v mediji ni medialno prisotno, ampak to je gotovo dobro za Evropo, se jaz to mislim, in za EU. Evo. To je samo pripomba, če imate kaj vidno. Sam en element, če smem, gre za dve ključni gospodarstvi Evropske unije, ki sta tesno povezani eno z drugim. Nemčija je prva zunanja trgovinska partnerica Francije skozi dolgo obdobje in Francija je prva ali druga, zdaj vam je Kitajska prihitela, kolikor razumem, Nemčije. Kaj to pomeni? To pomeni, da gre za gigantska medsebojna vlaganja.
To pomeni, da gre za firme v skupni lastnini, recimo del orožarske industrije, o kateri je govoril predsednik na začetku, je v skupni francosko-nemški lasti, 50-50, nekateri ključni, recimo najmodernejši oborožitvene zadeve so iz take skupne lastnine in je skupno trženje, ne samo francosko, če je statistično mogoče sedež firme v Franciji, potem je to smatrano za francoski izvoz, sicer pa je to kar skupna zadeva. Ključne francoske in nemške banke so vse tesno prepletene in tesno povezane med seboj. Tako da se strinjam s teboj, da je to dejansko mehanizem, ki mu lahko rečemo skoraj povezano gospodarstvo, skoraj. Kar zadeva pa našo gospodarsko menjavo, naj pa povem, da tedaj, ko sem jaz imel zagovor v parlamentu pred pristojno komisijo za zunanje zadeve, da je takrat bila Francija naš tretji ali četrti gospodarski partner. Beno se bo to zelo dobro spomnil, kajti Beno je bil, ko sva se prvič srečala, seveda naš gospodarski predstavnik na ambasadi. Več ali manj. In mi smo v bistvu zanemarjali celo vrsto priložnosti, ki so se pojavljale tokom razvoja odnosov s Francije na eni strani, na drugi strani je pa prišlo tudi do dezinvestiranja francoske strani pri nekaterih zelo zanimivih projektih. SKB je samo ta zadnji. Kot ste videli iz javnih medijev, je veliko vprašanje o nadaljnjem delovanju fabrike Renault v Novem mestu. Nobena skrivnost ni, če povem, da je ta problem od časa do časa nastopil že v preteklosti. Recimo v času mojega mandata pariškega dvakrat, najbrž Jože tvojega tudi kaj pred tem. Reševali smo ga seveda na ta način, da smo ponujali poleg, bom rekel, angažmaja za evropske subvencije, tudi nacionalne subvencije in s tem ohranjevali delovna mesta. Treba je pa reči nekaj, da Renault konkretno, manj Peugeot in Citroën, PSA, so pa ta čas izvajali eno gigantsko operacijo vračanja proizvodnje avtomobilov Renault, rezervnih delov Renault in tako naprej v Francijo. Ta je bila razpršena recimo ne samo po severnem Mediteranu, ne samo v Španiji, Italiji, Sloveniji in zlasti Romuniji, ampak recimo tudi v frankofonskem delu Severne Afrike, bila v Maroku, sta bili dve fabriki in tako naprej. Vsega tega skoraj ni več. Recimo, Renault je ostal lastnik Dacie v Romuniji, ampak Renaultjev tam več ne delajo, samo še modele blagovne znamke Dacie. Tako da se sprašujem, ali bomo lahko ostali izjema v tem smislu. Kajti vsaka francoska vlada, ne glede na to, katere barve je, skuša povečati število nacionalnih delovnih mest. In to seveda v industriji, kje pa drugje. Vse v storitvenih dejavnostih je Francija prezasičena. Se ima okrog 30% BNP-ja iz storitvenih dejavnosti. Evo, samo toliko moj medklic. Ja, da jaz malo odgovorim na tvoje vprašanje. Zdaj najprej, da nadaljujem to z Renaultjem. Že za časa Drnovška je bil cilj, da bi se določeni deli našega znanja, ki smo ga takrat imeli, spomnite se Tama, pa še mnogih drugih firm, da bi ga lahko tukaj izvajali, pa je bil Švajcer, torej
Ja, tedanji generalni direktor. S katerim smo mi dva govorila proti temu in je bolj želel, da to nekako ostaja pod dežnikom Francije, predvsem razvoj, da ne bi šel ven. Ne? In večkrat so bili poskusi, že takrat sta se z Drnovškom pa Švajcarjem sta se pogovarjala in je Švajcar Drnovšku obljubil, da bo Renault deloval naprej, ampak Drnovšek naj pa avtocesto zrihta takrat do Novega mesta. To je bilo čisto konkretno tako. Pustimo detajle, kako so se pol razvijali, ampak lahko marsikaj povem. Potem, ko je dobil močno pozicijo v Renaultu Gon, to je tisti, ki je potem šel tja dol. Tisti, ki se je s kufrom vrnil iz Japonske. Ja, ampak s kufrom denarja. Tisti je bil zelo divji šef in on je zastopal stališče, da se to v Novem mestu zapre, no pa se končno ni. Tako da to je skozi viselo. Nekako Slovenija nikoli ni bila za Francijo nekaj zelo pomembnega. In tudi, ko se je pri nas renovirala nuklearka, jo je Siemens, pa je ni takrat obstajal Framatome v Franciji. Skratka, teh elementov je več. Ampak v bistvu bi jaz rekel, da je to naš notranje političen problem, kako to je gospodarska politika Slovenije, koliko se pravzaprav pritiska na to politiko. Namreč v Franciji pa nekaj zelo zanimivega, kar pri nas nekako ne vemo ali ne znamo, da vse te privatne firme, vse te velike privatne firme so zelo povezane s politiko. Zelo na vseh pomembnejših postankih v senatu in to sem jaz videl Leclerca, Michela, takrat je bil še oče formalen lastnik, ampak Michel je bil dejanski. Skratka, povsod so bili krat pa srajca, oprostite izrazu. Tako da to so povezane stvari in to je treba v Franciji vedeti, da je to ena močna država, da to ni gospodarstvo, ki bi kar po svoje nekam plavalo. Seveda so nasprotja, kot so normalne, ampak to je pomembno, da mora politika tukaj delovati. To je toliko glede teh firm in izstopov in če je Francija šele 8. kot investitorka v Sloveniji, potem bi nekomu, ki je zadolžen za slovensko industrijo, bi mogel zastriči z ušesi in reči, kaj pa je to. Kar se tiče pa tega preboja Francozov na skupno zadolževanje, seveda jaz sem generalno podal sliko uspehov v evropskem kontekstu. To je pa pomemben dosežek, ker temu je pa Nemčija skozi ostro nasprotovala, je popustila, ampak zaenkrat je to ostalo v nekem limitu. Da bomo videli, koliko naprej bo to šlo. Ker v Evropi zdaj skupno zadolževanje, prvič je to problem, da vse članice niso članice evra, medtem ko je to zdaj pa pravzaprav bazira na evru. In drugič, nekatere članice so šle v smer suverenosti, suvereniteta, kakor hočem temu reči, predvsem Višegrajčani, vsak po svoje, seveda, na tak ali drugačen način, ampak bile so ideje, da bi ta suverenost bila močnejša, kar pa zopet za skupno zadolževanje nekako ne gre z roko v roki. Tako da to je bil močan preboj, ampak bomo videli, v kakšno smer bo to šlo. Ja, je še Beno, veleposlanik Krugman. Obema diskusijama o vlogi Slovenije, če se da v tem govoriti. Jaz bi šel nazaj v pozna 90. leta, ker sem jaz pač tam deloval. In takrat je bil zelo pomemben podatek, ki je tudi potreboval našem preboju v višji razred pomena, ki ga je kot partner dajala Francija Sloveniji. Mi smo imeli v letih 95, 90, 2000. Mi smo predstavljali 80%
jugoslovanske trgovinske menjave z Francijo. 80. Ne. To je bil zelo pomemben podatek, ki je dal Francozom, mislim, njihova trgovinska zbornica, ki je ves čas pravzaprav promovirala te gospodarske odnose z predsednikom torej Citroena, grup Citroen pa Peugeot. Ne. No, in v tej navezi, ne, je bila Slovenija absolutno opazna, ne, čeprav so si Srbi že takrat izjemno prizadevali. Ne. In jaz recimo tudi kot takratni diplomatski predstavnik Slovenije, VD ene pozicije, ne, da jaz nisem bil niti povabljen na mešano komisijo francosko-jugoslovansko. Pri tem, da smo pa mi pokrivali 80% menjave. Ne. In ta manjk Franko-Jugoslav, ne, z famoznim Zečevičem na čelu, ne vem, če si ga ti še takrat spremljal po mojem odhodu. Jaz sem spremljal... Franko-Jugoslav, ki je imela vse te račune, vse naše... Jaz sem spremljal končno likvidacijo sredstev. To se je zgodilo, veš, da leta 2009 je Francija končno pristala, da pride do z zakonom predvidene likvidacije te banke in do razdelitve seveda sredstev, ki so bile zamrznjene na različnih računih. In moram reči, da smo mi imeli takrat v Parizu zelo dolga pogajanja med državami naslednicami po SFRJ. To so vodili v glavnem pooblaščeni predstavniki ministrstev za finance. Na koncu so se, ne glede na ambicije nekaterih držav naslednic, potem dogovorili za tisti ključ, ki ga je Bazelska banka postavila pred mnogimi leti, in po tistem ključu so potem francoski likvidatorji banke ta sredstva razdelili med države članice. Toliko sem imel jaz to banko posla. No, to se je dogajalo 80 let po mojem odhodu. Tako je. Govorim o tistem obdobju prej. Ne, to so bila leta 95, 97, in pa v času samega priznanja Jugoslavije Slovenije je bilo zelo pomembno, da smo Francozom dokazali, kako pomembna je Slovenija v odnosu do njih preko projekta Revoza, preko Adria Karavan, preko Asije Slovenije in tako naprej. Vrsta pobud, ki so bile takrat z francoske strani zelo dobro sprejeti. No, to je kar zadeva ta del ekonomski. Verjetno bi pa, torej, šanse oba ocenjujeta Macron kot verjetno bo on zmagoval z drugega kroga, kar se je že zmeri dogajalo. Tudi oče od Le Penova, se spomnim takratnih... Leta 2. Takrat je bil en cel manever izveden v Franciji, da bi na vsak način z vsemi sredstvi preprečili izvolitev Le Pena. Njegov ime je bil Jean-Marie. Da bi on prišel, torej on je bil absolutni favorit celo v drugem krogu. In so se ga bali socialisti in republikanci, ker živega hudiča na ceste. In so angažirali od diaspore izven Francije vse, da bi ustavili pohod Jean-Marie. In se mi je to posrečilo. Janez je lepo rekel, da so to ene najbolj dolgočasnih volitev. In tudi zaenkrat Macron deluje tako, da je manj prisoten v volilnih kampanjih, manj prisoten je, kot da bi delal v kampanji, ampak da bolj dela svoje normalno delo. To je bila nekoč pozicija našega predsednika Türka. Je vprašanje, ampak zaenkrat kaže dobro Macronu, in sicer so drobni poskusi kakšnih takih majhnih afer, recimo zdaj so se spomnili, kako je McKinsey pa vlada Macrona, kako sta za milijardo nečesa, ker McKinsey je tam kar močno prisoten, tam ga je pa uveljavil naš Kraljič. Peter Kraljič je nastopil pozicijo direktorja McKinseyja za Francijo, ko McKinsey tam ni bil
ni bil v plusu, ni bil zelo močan in on je imel dve nalogi. Prva naloga, da McKinsey postane pozitiven in druga naloga, da v 4, najkasneje v 5 letih vzgoji svojega naslednika. In to mu je oboje In uspelo. to mu je oboje uspelo in je se nazaj vrnil v Nemčijo in deloval naprej. Ne. Skratka, ampak McKinsey je tam pomembna inštitucija, ne, ki ima razpredene lovke povsod. Ne. Kolikor jaz vem, je način delovanja njihov ta, da vsak zaposlen ima 2 možnosti, or up or out. Torej, ali napreduješ, ali greš ven, ampak ven, ne, da te ven vržejo, ampak da ostaneš prijatelj te firme in ti pomagajo, kje boš deloval, da boš njim zopet dobrohotno, da boš delal tudi za njih kaj. Ne. Skratka, imajo en tak zelo dober poslovni model in to je zdaj prišlo ven, ne, kot zadnji trik, kako bi Macrona nekako očrnili, ampak očitno je to tako majhna zadeva, da zaenkrat ni videti, da bi imelo drugih kakšnih takih zadev, pa ni opaziti. Zato je dolgočasna to, kar je rekel kolega Janez. Točno, ni nekih večjih dogajanj. Da bi ga ujeli na nečem, tako kot se je pri prejšnjih volitvah dogajalo. Ni glede na vprašanje za oba, ali lahko stališče, ki ga je izrekel Macron, NATO je klinično mrtvo. To se pravi popolnoma anti-ameriško-anglofonska pozicija, ne, ali mu lahko ta ocena NATO v sedanji situaciji, ker se ve, kakšna je bila vloga Amerikancov v začetku, torej v napadu na Ukrajino. Ne. To so na nek način povzročili za svojo lastno politiko denigracije, ne, sami Amerikanci. Da bi zdaj ta avers proti NATO, ta konkretna izjava, NATO je klinično, da bo na to ojačal repozicijo. To so že razčistili. To je zadeva, ki je že krepko mimo. To je lahko backlash, ki bo na volitvah se ponovno... Ampak nihče ne odpira, volitve bodo pa čez 10 dni. Jaz zato sprašujem, ali je možno, da to njegovo stališče že zdaj preveslano, zdaj že umirjeno in skratka nima več te specifične teže, da mu lahko to škoduje. Čeprav marsikdo v Sloveniji pa misli, da ne bi bil nič proti. Franko Juri bi rekel, bravo Macron. NATO je lahko organizacija samo brez Amerikancov. NATO je koristen samo, če Amerikanci so. Naš kolega Beno razmišlja tudi recimo v okvirih enega dosti močnega antiamerikanizma, ki je v francoski politiki vedno bil prisoten. Vedno. In to tako pri recimo levih strankah, kot pri desnih. Začetnik tega gibanja je seveda veliki ustanovitelj 5. republike, ki je jasno končal vojno kot zaveznik, se vključil v NATO in potem, kot vemo, edina država v NATO, ki je do zdaj izstopila na tehnični ravni, prosim. To je bil en poseben mehanizem, ne tečne meš, če tako rečemo, ki je to naredila do zdaj v zgodovini NATO, je bila Francija. Kot vemo, se je potem pod Sarkozyjem v operativno strukturo NATO Francija vrnila. Tako kot je rekel kolega, zadeva je bila živa takrat, ko je bila rečena, ker so bile to izjemno močne besede, ki jih pa nihče ni kuril naprej, da tako rečemo. Tega ni bilo. Tako je. Ker zdaj ne pozabite pa v kontekstu varnostnih vprašanj. Tudi ključno prizadevanje Francije skozi dolga desetletja, do zdaj vedno neuspešno, da bi se ob NATO ustvarila še neka oborožena struktura Evropske unije. Pogosto je izgledalo, da so tle naredili preboj. Spomnite se recimo
zmagoslavja, Jože, to je bilo pod tvojim mandatom, po mojem, v Franciji, ko so Britanci in Francozi rekli, zdaj imamo pa skupen evropski bataljon hitrega posredovanja, ki bo osnova bodoče evropske oborožene sile. Ne. Kot vemo, iz tega ni bilo nič, ker se zadeva ni naprej razvijala. Ta prioriteta je še vedno med francoskimi dosti visoko, tudi Macron je o njej govoril takrat na Sorboni in ti si to prej povedal. Ampak o prijemljivih alternativ NATO, in to je zdaj bistvo zadeve, o prijemljivih alternativ NATO pa do zdaj ni bilo. Kajti prebojna moč Francije tukaj ni zadostna, če se ne pridružijo nekatere druge ključne igralke iz Evropske unije, ki pa, kot vemo, se ne bodo. Je stvar s tem upravljena? No, jaz mislim, da je tudi temu tako, da bo Francija skozi pomalem nasprotovala tej prisotnosti Amerike, skozi bi želela slediti tem idejam, da bi pravzaprav bila Evropa čim bolj suverena, manj odvisna od Amerike in tako dalje. Ampak kadarkoli pa je prišlo do pomembnih, ključnih dogodkov, takih, kot je recimo zdaj Ukrajina, ali pa ko je bila Libija, ali pa ko je bilo kaj drugega, takrat je Francija bila vedno na strani Amerike. Tako je. To je treba vedeti. Torej, oni so proti, ampak ko gre pa tisto zares, ko je tisto ključno, takrat so pa skupaj. Francoska politika je v tem smislu, kot sem že rekel, prilagodljiva, nekoliko za razliko od Angležev. Angleži so bolj predictable, rečemo temu tako. Recimo. No, zelo zanimiva debata, lahko bi še zelo dolgo debatirali. Malo smo se oddaljili od ključnih elementov, kot sem na začetku nakazal. Namreč Francija je centralizirana država. To je dosti krat bilo, tudi bi rekel, izpostavljeno znotraj Evropske unije, da je ta centralizacija prehuda. No, ampak iz tega, kar smo zdaj slišali, zveni, da so časi, ki so minili, bili bolj ugodni pod prejšnjimi predsedniki za Slovenijo in za sodelovanje s Francijo. Mene, morda bi s tem zaključil, da namreč, a je Macron tista oseba, ki je za Slovenijo bolj ugodna v tem ekonomskem smislu, sodelovanju in tako naprej, glede na dejstvo, da se nič ne zgodi v velikih biznesih v Franciji brez politike. Jaz mislim, da seveda tega neposrednega sodelovanja, tudi neposrednih gospodarskih odnosih, ni nekih takšnih, kot bi lahko bili. Ampak on je pozitiven za Slovenijo iz tega stališča, ker je pozitiven za Evropo. In Evropa je pa za Slovenijo nekaj, kar je po mojem pomembnega. Zato jaz njega kot osebo, kot predsednika Francije ocenjujem, da je v tem smislu pa pozitiven za Slovenijo. To pomeni, da če bi zmagala recimo Le Penova, po mojem to ne bi bilo tako dobro za Slovenijo. Zato bomo glasovali za Macrona. Jaz se pridružujem temu glasovanju za Macrona iz podobnih razlogov kot kolega Jože. Slovenija in druge majhne države Evropske unije rabijo močno Evropsko unijo. In Macron je eden od recimo tistih vodilnih evropskih politikov ali pa državnikov, ki si dejansko prizadeva za okrepitev Evropske unije, za institucionalizacijo dodatno, za korak naprej. Treba je vedeti, da je v bistvu tisti naravni razvoj Evropske unije, ki je trajal do našega vstopa,
ki je propadel z Evropsko ustavno pogodbo leta 2005, da pomeni pravzaprav 17 let enega iskanja ene identitete in vsaj jaz upam, da ta ukrajinski trigger bo moment, ki ga bo Evropa znala izkoristiti. Macron bo nedvomno delal za to. To je pokazal že v dosedanjem svojem, bom rekel, političnem delovanju. Ja, zdi se mi, da je to ta prav zaključek te naše razprave. Jaz se obema panelistoma in publiki zahvaljujem. Najlepše hvala, dr. Šumrada, dr. Kunič, in upam, da se uresničijo napovedi, o katerih smo danes dosti slišali. Hvala lepa še enkrat. Ja, prav.